Jutri in v nedeljo bo v Mariboru vse, kar se tiče ljubiteljev psov, zelo pestro. Kaj se bo dogajalo na območju Kinološkega društva, pa Suzano Simenčič. Suzana, dobro jutro. Dobro jutro. Seboj pa si pripeljala tudi bosa. Ja, asistenta. Kot šefa, ne, verjetno. Kot šefa, ja. Jutri v nedeljo, ne, kot sem že rekel, bo moč videti naslednje discipline. Zdaj pa, pazi to, canicross, bikeyorking, pa skuter. Bikeyoring. Bikeyoring, tako. Kaj je to? To so discipline, v bistvu šport vlečnih psov, ki spada v kategorijo dryland disciplin. To so discipline po suhem, ker namreč obstajajo tudi vlečne discipline, ki jih pač počnemo na snegu. Te so mi bolj znane, ne? Te so mi bolj blizu, ne vem, 8-9 huskyjev ali pa samojedov, pa na seni pa gremo, ne? Sej, dryland discipline v bistvu izvirajo iz teh snežnih disciplin, s tem, da vsaj na naši tekmi bo vprega samo enega psa, ne večjih. Ampak dejansko te ne vleče, ne? Mislim, se te ne ali kako? Ja? Ja. Ja, v bistvu po pravilih oziroma praviloma naj bi pri teh disciplinah kuža tebe vlekel, oziroma bi naj vrvica bila napeta. Ja, evo, to je naš član tudi, David Zelu. Zdaj ga ne vleče, ne? On teče. Ja, ampak mu ona pomaga z vleko. Zato sta tudi pač pritrjena z posebno opremo, elastična vrv je med vodnikom in med psom. In kuža v bistvu pomaga, no recimo tukaj kuža res ne vleče. Se mi zdi, da nekdo psu pomaga, no. Ampak potem so pa različne discipline, canicross, bikeyoring, skuter, to pa imaš. Skuter, ja, vsak pomisli na motor. Najprej v bistvu gre za skiro, malo večji skiro, oziroma jaz temu rečem poganjavček za odrasle, s tem, da stojimo gor. Je pa zgleda načeloma zelo enostavno, ampak niti ni, ker namreč tudi na sami progi so včasih kakšni hribčki in tam gor pač moraš tudi ta skiro potisniti, ne. Drugače se pa enostavno pač potiskaš z nogo. Tu žal na tej tekmi mislim, da vsaj skiroja ni bilo. Je bil samo bikeyoring in pa canicross. Ne, ampak to morajo biti verjetno malo večji psi, ne? Da lahko požene, ne vem, neko maso. Omejitve glede velikosti psov sploh ni. Važno je, da si pes želi teči, da želi sodelovati. Verjetno, če greš, ne boš prišel več kot 100 metrov, ne? Smo pa že videli na kakej tekmi, recimo mopsa, Jack Russella, recimo, ne. Ni neke omejitve pri sami pasmi, pač važno je, da je pes zdrav, da nima težav z kolki, da si želi vleči, da je motiviran za sodelovanje z svojim vodnikom. Pa je sploh kakšen kuža, ki noče vleči? Vsi se mi zdi, da ko jih daš na vrvico, da potem šli. Načeloma jim je to, ja, kar imajo v sebi to željo po vleki, predvsem, če je pred njimi nek plen, ki ga oni želijo uloviti. Že zajec, ne? Ja, recimo, ali pa tudi recimo, ne vem, če bi nek družinski član pred nami tekel, ali pa drugi pes, da ga lahko na ta način naučimo. Kak? Je to dovoljeno? Na sami tekmi ne. Podstakneš na tekmi nekoga? Ne, na tekmi ni dovoljeno, ampak na tekmi itak se štarta v razmaku 1 minute oziroma 2 minut pri bikeyoringu, tako da v bistvu kuža ima občutek, da je nekaj pred njim, ne. To vse se bo dogajalo v soboto, v nedeljo, pa tekma Rally Obedience. Ja, to je pa v bistvu, ja, to pa je kinološka disciplina, gre za kombinacijo poslušnosti in pa elementov agility, preskakovanje ovir, kjer je v bistvu vodnik z psom po vnaprej upravljeni progi upravlja naloge. Recimo, ne vem, 15 do 20 postajic, na vsaki postaji je ena naloga, naprimer, ne vem, da ti kuža kroži vzvratno okoli pač tvojega telesa ali pa, ne vem, hoja skozi tunel, da se pes pred tunelom vsede in potem ga pošlje skozi tunel in za tunelom zopet skupaj nadaljujeta do naslednje postaje. To je zanimivo za lastnike psov in psom, ne? Zdaj, kaj pa gledalcem? Zdaj, kdor ima rad pse, kdor ima rad pač discipline različne z psi, pa ga to zanima, vsekakor je zanimivo, če mu še kdo to razloži. Mogoče atraktivna tale disciplina vlečnih psov je za pogled, zato ker je pač več adrenalina prisotnega na samem štartu in tudi na progi se pač nekaj dogaja, malo več, ne, Rally Obedience je bolj umirjeno, no. Ampak
Jaz vseeno vabim pač obiskovalce in prebivalce v bližini Stražuna, da pridejo pogledat, pa tudi ostale, ki jih to zanima. Edino pač prošnjo imamo, da ne bi po progi hodili, ker vseeno gre za hitre, mislim, velika hitrost se ustvarja med samo tekmo in drugače pa naj pridejo pogledat, no. Bodite radovedni. Koliko je sploh takšnih psov, ki želijo to v Sloveniji ali pa v Mariboru izvajati? Vedno več. Ja, to si dobro rekel, seveda, prej ste bili 3, ja, lahko vam povem, koliko je letos prijavljenih, pa koliko je bilo lani. Lani smo recimo imeli nekje okrog 45 do 50 štartov, oziroma štartov. Letos imamo štartov 75 nekje, cirka. To se da verjetno zelo hitro naučiti, ne? Je en postopek, mislim, pa recimo par tednov, če intenzivno treniraš. Če ima seveda lastnik in pes določeno predznanje, ne? Ja, v bistvu predznanje tukaj ni potrebno. Ne? V bistvu vse naučimo vas, oziroma vam damo napotke, na kakšen način psa naučiti. Kam je treba priti? Kar tudi na našem kinološkem društvu imamo en taki šnelkurs, 5-urni, letos po novem, kjer lahko dobite pač napotke in potem sami seveda trenirate. Je pa seveda tako, da psi raje tečejo v skupini, ker so pač navajeni živeti v tropu. Ja, trop in je potem tudi motivacija toliko večja. Da mi povej nekaj pozitivnih učinkov tega teka. Pozitivnih za koga je večji učinek? Za psa ali za lastnika? Za oba. Mislim, so in zdravstveni učinki in seveda tudi učinki tega, da sta pač v naravi skupaj aktivna. Tudi, ne vem, kuža odvečno energijo porabi na ta način, bolj sta povezana. Pa tudi lastnik, ne? Ja, seveda. Hvala, Suzana, pa Bos, hvala. Boš dal glas? Daj glas. Gremo delat. Gremo. Seveda.